najlepših razgledov tukaj. Ga že nekaj časa nismo videla, Raptorja. No, zdaj se je pa končno pripeljal na test, jaz imam pa za njega eno orank nalogo. Pravzaprav je tako, da sta se dve stvari fino poklapale, ker sem zagrabil eno šanso, da naredim en tak luštno road trip po Sloveniji, po 3 oziroma 4 lokacijah, pa bom sprot kaj povedal. Prav, drugače pa preden spelem, ne. Se mi zdi, pa po mojem manj kar prav, no. Bolj surovega pick-upa v tem trenutku ne najdeš, no. Mislim, so Evropi, ne. A veš, konc koncev z vsem, kar ima, celo s črkami, ki so tako zelo ogromne, opominja vse, ki ga pogledajo, koliko zelo samozavesten je v to, kar zna ponuditi. Pa to je še najmanj. Mislim, daj poglej gume. Poglej ta prak, no. Stari. Še nalepka, pa jaz nisem fan nalepkne. Se mi zdi, da mu pa kar fejst paše. Ok, zdaj pa preden se odpeljem, bi si rad vzel sam 1 minuto časa, da ti prav na hitro razložim ta uržak za današnji road trip. Verjetno si že slišal, ali pa ne, kaj pa jaz vem, da sem Laško 0-0 ambasador. Mislim, če se lahko postavim za kjer vzrok, ne, je pa to 0-0 za volanom. V glavnem, če se mas poznaš, ali pa če hodiš v hribe, si verjetno že slišal za projekt pivovarne Laško, ki se imenuje Gremo v hribe. In kaj za hudiče ima to opraviti z mano pa z Raptorjem? Mislim, Raptorja sem jaz v to zgodbo potegnil, ker se mi zdi, da bi lahko združil koristno z zabavnim, ker to je joycar. A veš, tukaj recimo, ne vem, Porsche GT3 RS, totalno uživaški avto na pisti, tole je pa GT3 RS za tam, ker ni piste. Pa asfalta tudi ne. Drugač pa fora je v tem, pivovarna Laško je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije ustvarila kozarc iz ekološke plastike in so se odločili, da bodo naredili ene vrste donacijo za, se mi zdi, da ali 44 ali pa 45 slovenskih koč. V vsaki koči bodo donirali po 2400 kozarcev. No in pa smo bili začeli enemu sestanku in so mi omenili to akcijo, pa so rekli, ja, pač imamo te kozarce, jih je treba razvoziti, so rekel, halo, alo še jaz kakšne pelem. Ker sem približno vedel, kdaj se ta akcija začne, pa imam že vnaprej določene testne termine, sem rekel, to se dosti dobro poklapa s točno tem avtom. No in to bo en del današnjega videa. Malo bom govoril o Raptorju, malo se bom pa posvetil poti na 3 koče. Najprej bom šel na Rakitno, ne, to sem zdaj narobe rekel, zato ker bom šel na Krim, potem se bom odpeljal na Nanos, na konc pa še, mislim, moramo Štajerske spustiti, pa še na Mrzlico. In vseh teh kozarcev je nekaj čez 105 000, ves dobiček gre pa kočam. Ne vem, meni se to zdi vrhunska ideja, tako da... No, stari, zdaj veš, gremo se pelat, min grede, en detalj takoj na začetku. Imaš veliko avtomobilov, ki imajo obvolanske ročice, mislim, vidimo v kadru, da se jo vidi, ampak ni jih pa veliko, da bi bile res, poslušaj, aluminija. Zdaj pa da vidimo, koliko teh ekoloških kozarcev jaz dejansko lahko spravim v keson. In zdaj lahko tudi odgovorim na tisto nagradno vprašanje. V en keson smo na varen način spravili točno 2400 kozarcev. In veš kaj najbolj hecen? Pa tega res nismo računali, sploh pa ne planirali. Točno toliko jih tudi pelem na vsako od koč. Pač ene stvari se kdaj poklapajo, ne. Pa še kaj zdaj je mogoče primeren cajt, dokler sem še v mestu pa na asfaltu, da se lotim voznih lastnosti, zato ker so tako, zelo so dvolične, ker se peleš v takem okolju, se ti ne zdi, mislim, to treba priznati, nič posebenega. Kaj pa jaz vem, zakaj bi že imel rajš to, kaj navadnega Rangerja? No, mogoče edin zato, ker riše 15 cm širše kolesnice, kaj navaden Ranger, kem Bulldog, tako na širok je nasajen. No, pol, ko se ti prikaže pa makadam, v šusu zaslutiš, da to je pa prostor, to je podlaga, za katero je bil ustvarjen. To je Raptor, high performance car s praktično poldirkaškim Fox vzmetenjem. Če ostaneš v zadnjem pogonu, če izklopiš elektronko, pa dovoliš podvozju, da ti ponudi to, za kar je bil čisto zares ustvarjen. Mislim, stari. Moram priznati, da zdaj pa tako uživam, ker že nekaj časa nisem tudi na asfaltu. Zdaj le veš, kako me gledajo, ne? Kaj pa ta budala? Pa prav do koče je mogel z avtom. Kjer bek.
Celo tudi ne mu kaj zapiti, sem prav, da še ni žen. Drugače baš kaj sem opazil, ne. Potovalcev noben ni resetiral že, mislim, da 2000 ali 3000 km in povprečje piše 11,9, kar je razmeroma veliko, ampak upoštevam predvsem dejstvo, da je to novinarski avto. Pa ne, da zdaj novinarji non-stop gonimo, ne, ampak dejstvo je, da če hočeš avto preizkusiti v okolju, kjer je doma, potem se boš prej slej znajdel tudi na terenu, ne. Tam pa veš, koliko avti pijejo, ne. Fejst veliko. Marja, sterilno je sedaj. Res ustroj. Je pa tudi tale plata, ne? To je 3 mm, ne? Oziroma 2,8. Zdaj pa da ne pozabim, ne? Je cajt za ta prvi štempelj. Ajde! Kaj če bi ga sem ne dal, a? Še pri tem avto je fajn, da se ne rabiš kaj dosti spraševati, a bo preplezel ali ne bo, zato ker mislim, že sam zaradi gum. Zdaj pa tako, če nisi mojih 2 vlogov, ki sem jih jaz tem avtomobilu ob premieri že namenil pogledu, bom šel zdaj sam čez osnove. Prav, Raptor je, kakorkoli obrnaš, še posebej, ko pride do stvari, ki jih na prvi uč ne vidiš. Njegov srce je zavarovan z eno tako fejst debelo aluminijasto zaščito. Debelina švoh 3 mm, kar je 60% več kot pri navadnem Rangerju. Po eni strani, stari, moram biti iskren, težko najdem en orang uržah, kje pa za koga bi ta avto v Sloveniji bil. Mislim, a ni navaden Ranger za to že dost? A mora biti Raptor? Si konec koncev lahko kupiš Rangerja z čist enak zmogljivim motorjem. Ja, to je res. Ampak pol pa ta stroj, to podvozje, soočaš s kakšnimi res zmahenimi cestami, ne? Ali pa s kakšnim poligonom. Pol pa res vidiš, da vseeno pa je ena razlika. In ta razlika je, treba priznati, kar velika. Njegov mehanski oprijem, pa ne samo zaradi Federov blažilnikov, tudi zaradi gum je izreden. Mislim, te kramparce so tako fejst mehke. Bolj grunta, manj vem, zakaj sem jih hotel grist. Stari, mogoče vsem boš, če s prsti pokažem. Veš, kako je to mehka guma? Kar se pa samega pogona tiče, se menda že veš, no. 2-litrski biturbo motor, 157 kW oziroma 213 konjev. Vem, vsak bi moral Raptorja z V8 motorjem, ne? Ampak pa enkrat pogledaš, kakšna je avtomobilska realnost, ne? Pa ne mi reči, da ta motor vse ni bolj primeren za kupce, ki bodo ta avto recimo vozili v Sloveniji, ali pa dajmo reči, kar v Evropi, ne? Znači, to je to. Zdaj pa nazaj v Ljubljano, po novo rundo, pa tudi družbo dobim. Model mi je povabil na kozarček. Jaz avtomatsko rečem, refleksno rečem, ja, greš na kozarček, rečem, ja, prinesel je pa 2400 kozarčkov. Malo sem narobe razumel. Rally ekipa. Malo smo ženi, Saša me je opozoril na tale zver. Škoda, da nimamo nobenega kozarca. Čak se manj, tole moramo porihtati. Ej, fantje, čak, kaj je zdaj to? Mirma, mama! Lepših razgledov tukaj, mislim, še se moraš ostati, pa vrš tuč. To je ta vrhna gozdna etapa, preden na nanosu prideš na to kočo, zliframo kozarce, enač, pa nazaj. Kratke roke imam, to je hotel narediti. Na T-Rex, vzam. Ti spir papelo, ne? Ne. Sečnike. Ja, prostor prinašamo dobro voljo in nasmeh. Dobro. Dobro zrihti do konca. Bom. Pazi na kozarce. Ajde. Čau in ti. Zdaj pa na film spet keson. Takole. Zaunata športna oprema, ki ima gor, kaj že, ki imaš vse v Alcantari, ne? Ti se pa res dobro. Dober, ja, pa se veš, kaj sem gledal, pozici, vrhunski. To je to. Mrzelca. Here we come. Kakšen razgled, stari. Dobar dan.
Le to, stari. Se splača malo staviti vsake toliko cajt, a? Noro, kako lepo. Koliko lepo. Mislim, slikco kle naredil od avta, da jo dam na Instagram. Kaj čem narediti? Prvi sta tukaj, ja. Ja, jaz tudi noro. Mislim, kakšen razgled, ne? Aha, dovoljeno za dostavo. Mislim, da prvič v življenju lahko rečem dostava. That's me, ej. Jaz sem tukaj. Kar orang bajta, ej. Tole, no to je pa ta zadnja škatla. To bom pa odprl, ker ti rad nekaj pokazal. To prav že na začetku povedal, lej. Vsak kozarc bo imel tudi ime planinskega doma, kjer se ga bo dal dobiti, ne. Zdi se mi dobra fora, ne, ker mogoče se bo pa kdo najdel, ne, ker bi želel najdu vseh 44 ali 45 kozarcev, ne, kolikor planinskih koč bo tole imel. Sem skoraj pozabil, stari, pa ne je bilo dobro. Perfekt. Zdaj sem pa tudi že malo lačen, bom nekaj pojedel, bro. Pol pa pojem nekaj v avtu. Kabine se nismo lotili. Pa še par drugih stvari. Hvala lepa. Dobar tek. Hvala. Sem pa vse izkoristili. Mamo, še z enim. Pa želela. Ja, super, lepo se ne? Hvala. Srečno, čau. Adijo. Evo, jaz sem si dušco prevezil, ne mi zamer, če imam kakšen kos klobase med zobmi. Še par besed o Raptorju, preden zaključimo. Za začetek eno veliko vprašanje. Zakaj sem ga postavil pol v senco, pa pol na sonce? Zato, ker sem malo smotan. V glavnem, Raptor. Lega, še kar ni popravil. Okay. Evo, Franka, zdaj boš velik, sem šipamo še odprta. Škoda šipanje pa kar bo odprta. Skratka, najprej kabina. Valjda, ni dosti drugačna od tiste v običajnem Rangerju. Ne? Ajde, tale volan, ne, ima tisto rdečo črtico tamle na vrhu. To je sicer značilno športnih vozil, pa so dirkalnikov, zato da ti vedno veš, kje je center volana, takrat, ko motaš ko budala. No, ampak če bi moral kabino opisati z eno besedo, bi najprej uporabil besedo udobje. A veš zakaj? S tem avtom sem samo danes, od jutra pa do zdajle, počas boš v sonce dol, naredil ogromen enih kilometrov. In kabina je, ne sam spredi, tudi zadnji sem se usedel za kakšnega, ki je prej Saša vozil, res izjemno udobna. Mislim, noben ti ne bi zameril, če bi se mislil, da sediš, ne vem, v enem prestižnem SUV-ju. Govorim o udobju, ne govorim o stylingu in tako naprej. Zapomni si to. Drugače pa tudi praktičnost, uporabnost kabine, da o asistenčnih sistemih pa pametni tehnologiji, sploh ne izgubljam besed, ne zaostaja za čemerkoli, kar zna Ford ponuditi tudi na kakšni od drugih front. Govorimo o njihovih SUV-jih, enoprostorcih in tako naprej. Drugače pa kakšen avto? Na en način poln nasproti, zato ker odlično pleza. Delavc je tudi dober, ampak to sem v kakšnem vlogu, oziroma par vlogov nazaj že govoril, pravzaprav Jure to omenil, ne? Ker če vzameš navadnega Rangerja, imaš dosti večjo nosilnost. Pol večjo praktično, tudi zato, ker komponente, ki jih Raptor v igro prinese, neki tehtajo. Vozna dinamika, ki jo ponuja, je izredna. Ne na asfaltu. Ja, tam, ki ga pa zmanjka, pa blesti. Ne samo zaradi podvozja, ki sem ga zdaj omenil že po moje 306-krat. Tudi recimo zaradi zavor, ki ti dajo zaupanje v to, da če peleš hiter tam, kjer je to njemu najbolj všeč, da se boš toliko hiter tudi ustavil, ker so, mislim, v primerjavi z običajnim Rangerjem bistveno večje. In meni je hudičo dobro jasen, da bi lahko teh 7200 kozarcev razvozil tudi z navadnim SUV-jem. Konec koncev bi z izjemo mrznca, ki se kle na koncu res malo zaplete, lahko prelezel kamorkoli tudi z navadnim avtom. Ampak to ne bi bilo tako zabavno, a se strinjaš? In jaz mislim, da je to počas to. Če imaš kakršnokoli vprašanje na vsebino tega vloga, prosim lepo oglasi se v komentarjih, bom probal odgovoriti. Ok, to je to. Jaz peljem Raptorja nazaj, ko počas prevzamem drug avto. A se vidimo na kakšni koči? Predlagi. Ajde.